sketch, se lahko pače neko škodo spustim. Vržem obračila. Torej, hvala za to povabilo, na eni strani hvala za to legitimiteto nekega novega raziskovanja in na drugi strani tudi športa. Jasno, tudi šport ima svojo zgodovino, je dostakrat mače zanemarjena, tako da to so eni koraki, ki seveda lahko ven kolegom zgodovinarjem malo potrebno približajo, na drugi strani pa upam, da vam gleda to lahko posledite tudi pri drugih panogah, kajti dostakrat v zgodovino vstopajo, da so sociologija, antropologija in se soočamo tudi z neke vrste konkurenco. Naslov sem si sposodil iz zbornika, ki smo ga pripravljali leta 2016, to je nek zbornik, Poljuden, ki je opisal temo, pot Olimpijskega komiteja v svobodni, neodvisni, samostojni Sloveniji. To so besede Janeza Kocijančiča, ki ste bili dolgoletni predsednik Olimpijskega komiteja, dober vodja, zdaj bo recimo nazaj hitro subjektiven, zdaj bo nastopil čas tudi analize njegovega vodenja komiteja, nedavno pomemben vodja, ki je bil tudi upit v mednarodni šport. Zgodba, mislim, besede, ki dobro ponazorijo tudi to športno zgodbo, kajti ta športna zgodba seveda ni nastala za osamosvojitvijo, ima svojo tradicijo predhodno in je dejansko strane iz dejavnosti tisočev. Recimo po Ajpesu, Ljubljanskem Ajpesu je tukaj v Bogošlanjenih, recimo v športno sfero, mislim, da okrog 7500 društev, grad govorijo 55 športnikih, koliko se nekaj upornikov, to je druga stvar. Konc 90-ih je bili podatki, recimo 3000 društvih, približno 400 000 članov, seveda člani so zdaj spet neka kategorija, ki jo treba temeljito prevetriti, kaj zdaj pomeni članstvo. Zaregistriranih športnikov, še več od njih v poročenem obdobju, torej kar neka pomembna skupina prebivalstva in na drugi strani dejavnost, ki lahko pomembno vpliva tako na nacionalno identiteto, odpira bolj, lahko tudi kakšni drugi diplomatski prepoznavnosti Slovenije, o čemer govorimo nastav že 20 do 25 let. In nazadnje za svojo dejavnost, to je imel recimo lahko v zdravstvu, tudi do leta sprejeta neka knjiga oziroma nek dokument v nacionalnem zdravstvu, ki priznava resno dejavnost, ali pa recimo v vzgoji, v šolstvu in tako naprej. Seveda, če se še bolj usmerimo na ta šport in pogleda, šport ima neko svojo tudi vsebinsko, neko notranjo specifiko. Danes imamo vsaj v neodvisni Sloveniji mogoče čas problem, kako razumeti ta šport. En si ga tretirajo s tem tekmovanjem, drugi ga predvsej razširja še druga dejavnost. Jugoslavijska zgodba je bila ta, jugoslavijska zgodba po letu 1945, je bila zelo dobro strukturirana, vse terminološko, vse po terminoloških partih smo imeli prvo tranzicijo že v okviru še Jugoslavije. Torej, šlo je do spremembe tega izraza resne kulture, ki je posebno nek tvojček resne vzgoje, vezane predvsem na šolstvo, rekreacije, predvsem na dejavnost preko odgovarjanja in pa splošno sindikatov in pa nekaterih društev. In ta tretji del trojčka je pa šport, ki je v bistvu bil tekmovan. In seveda z vidika te tranzicije, če lahko uporabljam to besedo, prihaja danes ravno včasih lahko v kakšnih prepačnih pogledov, ko se šport samo tretira tekmovano, tudi zdravniki recimo v zadnjem momentu oponirajo športu, če že da ne zdravo, potem se ga posega na rekreacijo in podobno. Torej, tukaj je vprašanje, da to smislila ne, ampak to je bolj strokovno vprašanje, kaj ti spremi, ko je spostavila stroka, torej športna stroka, da vam rekla, ki je zelo stroka, seveda brez upoštevanja nekega zgodovinskega razvoja in pa pomena, namreč prehitro so ko izpredel to resno kulturo socializma, če je to izraz tudi nekega razvoja po drugi vojni. Vemo, da je do leta 90 že leto sprememb v Sloveniji in to je pač napačna interpretacija, ker je izraz resna kultura mnogo starejši. V svojem referatu, kot sem zdaj izpostavil, ne moram vsega opisati, jasno, da tema je široka, vendar pa, če sem malček, pa če mi opustite, če sem preveč ambiciozen, bi sem nekako zastavil neko strukturo, ki bi recimo morali v nekih zgodovinskih analizah tudi raziskovalno obdelati. Namreč tudi šport, jasno, kot so deležene z političnih in gospodarskih sprememb, ima svojo osamosvojitev in potem razdružitev z jugoslovanskimi organizacijami pa mednarodnost. Zdaj, spremembe so nastopile že kmalu
kmalu po skupščinskih oziroma prvih volitvah še v Jugoslavije, ko recimo se prične oblikovati neka delitev na javno in zasebno, kajti moramo povedati, da jugoslavijski model je bil specifičen model. To, če se to spominja, za prošljem bil v okviru Zveze kulturnih organizacij, da je Republiška Slovenija in potem jugoslavijska krona, ki je bila tudi odsek za olimpijstvo. Torej, to je bil samo en delček. Že tukaj je ena pomembna sprememba, da današnji slovenski prostor ima Olimpijski komitej Slovenije kot neko krovno organizacijo. Prejšnja ZTKO se je sicer prelila znotraj olimpijskega in ta zaokroža predvsem društveno zgodbo. Torej, te spremembe vezane seveda tega osvojitev se dogajajo v slovenskem prostoru že, ali pa nastavki sprememb, že v letu 90 in 91 in so neke dokumentacije, ki govorijo o tem in s tem se tudi začne spreminjati ta bivši stari jugoslavijski model, ob še seveda sledeči tudi terminološki preimenovanju. Z agresijo 91, torej agresijo armade, nastopijo te znanje dogodki, ko nekateri športniki zapustijo reprezentanco, seveda so to recimo lahko žrtve po drugi strani, znam primer Ljubeta Zdovca, ki je zapustil Evropsko prvenstvo v košarki, ki se je odpovedal medalji, vemo pa kaj lahko pomeni medalje za velika športnika. Še nekaj drugih primerov, tako da zapustijo takrat reprezentanco, se vrnejo domov in v tem sklopu jasno je tudi eno pomembno obdobje prionskega moratorija, ki je vsaj v športnem in političnem pogledu sprejel tudi zanimiv, ali pa recimo takrat še ZTKO, recimo se je že preimenovalo Športno zvezo Slovenije, sprejela nek sklep, da je dovoljeno tekmovati tudi v barvah Jugoslavije, oziroma v dresu Jugoslavije. Kajti seveda pomembno je, da se v tistem prehodnem obdobju podrži neko tekmovalno kondicijo, ki je lahko potem koriščena, ko država nastopi svoje samostojno življenje in je tudi promocija te nove države. To je en zelo zanimiv akt, tudi politično zanimiv, niso bili narodni izdajalci, torej narod so imeli neko upravičilo, kajti lahko bi se takoj dobil nekakšen učitelj, zakaj pa če imamo zdaj svoje težnje v samostojnosti in spomnite za Jugoslavijo. V sklopu tega osamosvojitve se je treba poudariti, da še tega že usporedno iniciativa za organiziranje tudi Olimpijskega komiteja Slovenije. To je ena popolnoma nova zgodba, namreč seveda v stari Jugoslaviji ni bilo olimpijskih republiških teles, bilo je enotno jugoslovanstvo. In to je seveda centraliziralo tam centralno, kakršen koli način je izbralo reprezentanco in jo poslalo na mednarodno tekmovanje. Seveda Slovenija, če se je hotela vključiti po osamosvojitvi v mednarodni šport, ki zagotovi svojim športnikom nadaljnje tekmovanje, mora temu primerno se zdaj v drugi fazi vključiti tudi v mednarodnost. Torej, najbolj seveda z ustanovitvijo svojega telesa, istočasno razdružitev z jugoslovanskim prostorom in na drugi strani vstop v mednarodnost. To je eno posebno poglavje, tudi tranzicije bi rekel, kajti to mednarodnost ima več vidikov. Ena je olimpijska zgodba, druga pa tudi zgodba vstopa evropskih oziroma slovenskih športnih teles, ali pa teles, ki so recimo prevzeli pod svoje delovanje, tudi šport, torej ministrstvo za šolstvo in šport, vstop na evropska teles, kajti Evropa recimo Zahodna Evropa, Evropska komisija sprejema tudi recimo listino o športu, pa potem recimo konec 90-ih let je bila knjiga o športu. In na ta način seveda moramo tudi kot država vstopati v področje. Drugo pa seveda vezano na priznanje OKS in pa to tekmovalnost, ki zahteva jasno vključitev slovenskih panožnih zvez sedaj v mednarodno stino. To z vidika tekmovalnosti in delovanja športnikov včasih pomeni tudi določeno rešavo, kajti prejšnji jugoslovanski ključi lahko je svoje jugosito, nekateri so bili protežirani in drugi manj, zdaj za kakšne slovenske športnike lahko da omejitev. Sedaj slovenski športniki samostojno nastopajo, recimo olimpijska reprezentanca se lahko na ta račun poveča in marsikateri športnik dobi tudi novo priložnost za svojo mednarodno afirmacijo, kar se je tudi dejansko zgodilo. Druga plat je pa seveda rekreacija, rekreativni del, tudi tukaj potekajo so neke mednarodne asociacije, druga plat pa seveda ali pa ima čisto neko drugo težo, nima niti te medijske pozornosti, bolj stvar individualne dejavnosti. Z vstopom v mednarodni prostor seveda se Slovenija tudi
dodatno firmira. Jasno, v tem pogledu pride do nekega popolnoma drugega pogleda na Slovenca športnika, odpade recimo ta stereotip skijaša, transkijanec ampak seveda zdaj nastopa ponovno kot tudi nogometaš, kar smo že v nekih drugih poudarjal, nedvomno vrhunc recimo gostitev nogometa na Evropskem svetovnem prvenstvu, ki je eno tako malo državo, to je skoraj misija nemogoče v nekih drugih okoliščinah, recimo v hokeju 7. mesto na olimpijskih igrah, ki so slučajno bivši hokejisti, recimo še to upoštevam, ali pa recimo medalje v dokumentu na Evropskem prvenstvu v Ljubljani. Torej šport je bistveno tukaj seveda promoviral, čeprav na drugi strani še vedno premalo, če nas še vedno mešajo z gostovaštvom. Torej, kjer zdaj manjka še nekaj, da bomo še bolj prepoznavni kot Slovenci. Torej, v tem pogledu šport nedvomno prispeva k afirmaciji Slovenije. In to je nekaj, recimo, ta zunanja politična plat tega področja, medtem ko na notranje politične, če lahko tako rečem, so pa seveda druga vprašanja, ki se odpirajo. Iz tega vidika bi pa lahko rekel, da tranzicija ima dve kronološki obdobji, eno so 90 leta, še 3 minute, dobro, ki odprejo vsebinske, organizacijske in pa finančne spremembe ali pa izzive tudi za obravnavo, kajti z nastopom tržne ekonomije se tudi v športu jasno pojavijo nove finančne delitve, pojavlja se javno sofinanciranje, sponzorstvo, ki je v 90-ih marsikdaj tudi pranje denarja, seveda težko je dobiti dokumente, da bi lahko to upravičili in tako naprej. Ampak to so vprašanja, ki so zasnovala športno tranzicijo, delitev na javno in zasebno, namreč zdaj bivša recimo prej zgolj društvena dejavnost, se na eni strani še vedno preko Olimpijskega komiteja, ki je prevzel nase vso društveno strukturo, nadaljuje kot zasebna, uvaja se pa javne institucije, najčesto je to na nivoju vlade, recimo preko sektorja za šport, v okviru ministrstva za šolstvo in šport, ali pa na občinskih nivojih. To je neke vrste politizacija, čeprav hvala Bogu ni bila tako očitne strankarskega učinka, seveda je bila pa vse podrazana ob imenovanjih direktorja za direktorat za šport in šport, kaj so imenovali. Seveda financiranje prinaša tudi neke druge oblike, če je bilo vse društveno, zdaj naenkrat postopijo javne finance, ki protežirajo bolj samo en segment športa, na drugi strani pa recimo ta tekmovalni šport potiskajo na trg, kot se z produkti in tako naprej uveljavlja se ta menedžerska logika in menedžerski izrazi. Nekako je tudi učitek s neprestano športu, ja, vi lahko delujete na trgu preko sponzorstva in tako naprej, da je pa to precej težko. Seveda se v končni fazi se to odrazi tudi recimo tega regneje so izkušnji poudarci preko društvenih izvez, že v 90-ih prihaja do rdečih številk nekaterih panožnih zvez, še hujši dati pa seveda za bazo, torej za društva. Doživljamo krizo Olimpije, tudi kar še drug klub, recimo rokomet Krule je celo propadel, čeprav društva ne bi imela slučaj in tako naprej. Jesenice, ja, hvala moja jeseniška zgodba, Zdaj, na drugi strani, ta tekmovalnost, ki jo ponovno pozabljamo, pa odpira tudi vprašanje, kakšnih tekmovalnih sistemov. Če lahko iz svojih izkušnje povem, ko sem bilo z Olimpije, ko smo kar nekaj padali, oziroma v tem, ko do konci juge slučajno so nas odrezali, ta stare bi rekel, tiste, ki smo dosegli 30 in več let. In smo potem šli igrati v nekih klub, ko smo še malček podaljšali kariero in šel recimo igrati na Bled. Zdaj, to je bilo včasih po jugi, bom zaključil, druga liga, ki bo pripadla tudi organizacija. Seveda slovenski prostor je kar nekaj dal profi, bivši profi klub iz jugosistema obok amaterij. To so neka vprašanja, ki morajo biti jasno, ali bojo moralo biti tudi strokovno obravnavane, kaj to pomeni z vidika delovanja menedžmenta. Dobro, odpiramo vprašanja, samo zaključil, če bi dovoljeno poudarjam tudi problem arhivov, namreč šport je v primerjavi z recimo drugimi raziskovanji zelo hendikepiran z področja arhivov. Viri, kar je seveda osnova, mislim, arhivskih virov, kar je osnova za naše raziskovanje, vse zgodovino pismo. Več od manj zato dodal tega žalostninkota, ne namesto smeškota. Zgrožen si lahko, ko se enkrat skušaš ukvarjati s tem raziskovanjem, recimo panožne zveze, ali pa znotraj tega je dosti krat zelo oseben odnos do gradiva. Nekdo bo imel spravljeno doma, to treba interes, to lahko obstane. Ko to
pone ostane naslednikom gre v smetišče, to posebno. V tem pogledu smo rešili, ali pa ne smo rešili, je bilo prenešeno eno pomembno gradivo Olimpijskega komiteja na muzej športa, ta nesrečni muzej športa, ki bi imel zahtivo svojo temo, svojo obravnavo, kako ga rešiti in premikati to odnos do dediščine. Drugo so pa seveda potem privatni arhivi, recimo tudi funkcionarjev, ki so bili v vrhu jugoslovanskih teles, ki so potem prenesli domov, to tukaj bo potreben nov napor, jih pridobiti in da se reši to gradivo za raziskovanje. Jasno so pa športom, ki je medij, en atraktiven medij, ustvarja tudi medijsko analiziranje, če to mislimo, da imamo nogometno prvenstvo, zgodovina se tukaj sooči z vprašanjem, kako analizirati tekme. Ali je to tudi zgodovina, ali je to samo stroka kinezologije? Namreč, kako igra kakšen klub, se da možno taktično in tako naprej. Kar pomeni, da bomo zgodovina res spogledovati televizije, če bomo hotel tudi o tem pisati, ali pa kako kot je podobno novinarji nekaj sodelovanja. To moram žal zaključiti, bi seveda se zahvalil za povabilo in za vašo